drugače nagradne igre pa te fore. Red Dragon, Tiger 2, se pravi Red Dragon podarja Tiger 2 miško. Kaj morate narediti? Kje ste folk, vaj zdaj, evo Dinoti je tukaj z mojim sorodnikom, to je od mojega bratranca sin drugače in ko on bil toliko velik, sem jaz njega furil po avtih, ali ga zdaj međe da koliko je, 2 metra. Kakaj nima veze, danes bomo za Links naredili en nov posnetek in sicer danes bomo primerjali miške, se pravi gaming miške, kakor veste, tle v Linksu imajo ogromno tega. To so se jaz pa Fajko sva se odločila, da vam predstavlja, kaj dejansko oni imajo. Šla bova žične pa brezžične. Prva greva z desne strani bova vzela, kaj je to za ena? To je Trust. Trust. Upam, da se vidi, Trust je znamka. Kakšna je to Trust znamka? Trust je v bistvu znamka za gaming, zadnje čase zelo popularna, oblikoma je se pravi zelo živahno, taka malo bo robotska. Mička imate tudi RGB-a, se pravi imate lučke, DPI-a imate približno okoli 4000, DPI pomeni, to je v bistvu okrašava za dots per inč. Se pravi, koliko pikic zazna na 1 inč. Se pravi, to pomeni odzivnost miške. V bistvu ima gumbe, ki lahko programiraš gor, pa zgleda taka robotska, taka Robocop varianta. Cena je pa 30 € per njih. Če pridete sem kupovati, vedno rečete popust na Dinotija, pa boste dobili popust. Se pravi, tole je najcenejša žična miška. Gremo naprej. Gremo naprej, HyperX. HyperX, kakšna je to firma HyperX? Isto, HyperX, se pravi, to je v bistvu neke vrste od Kingstona znamkica, se pravi, HyperX delajo malo bolj gaming zadnje čase, delajo veliko, se pravi, ramo, mišk, podlogic, se pravi, isto imate malo RGB-a, veliko imate DPI-a, se pravi, če imate HyperX miško, kupite tudi HyperX podlogico, boste imeli lahko eno lepo kombinacijo. Cena je pa 35 €. Gremo naprej. Zdaj tukaj vidimo eno tako rdečo Red Dragon. Ne smete reči Red Dragon, ampak Red Dragon, to se me je opomnil, Red Dragon je isto, se pravi, to imamo tukaj naš lokalni dobavitelj, odlična kar se tiče, se pravi, gaminga, se pravi, material je zelo kvaliteten, ponuja veliko izbiro kar se tiče gumbov, da imate lahko veliko različnih funkcij, imate se pravi, dodatne uteži imate notri, če želite malo lažji gamer, če želite da toži, da imate malo bolj počasno odzivnost, če imate malo težjo rokico. Pazil se, da ima 14400 DPI, kar je več od unih dveh, 10 gumbov ima za preprogramirati, 35 € je tale, je kar customizable, pa še barve lahko menaš. Tako da Red Dragon za 35 €. Gremo naprej. Tole je pa ena firma, ki sem jaz prvič videl pa njih, Gamdias. In kolikor sem malo po Googlu, vem, da ga je po grški mitologiji, in vsak njihov izdelek se imenuje po enem njihovem bogu. In tole je Gamdias Zeus. Jaz osebno, ker sem gledal njihovo stran, mi je bilo ful všeč, sploh njihovi stoli, ki imajo ledice. To sem opazil. Tako da tale Gamdias je malo draže, je 45 €, ima pa dvojne lučke, double level RGB, pa 16.000 DPI-a, pa tako kar cool zgleda, no. Kaj, da mi povej Gamdias, vi imate dosti Gamdias? Gamdias imamo res veliko, se pravi isto, od podlogic, do slušalk, mišk. Gremo zdaj naprej, zdaj imamo pa tukaj UV-Gear. UV-Gear, kolikor jaz vem, je to slovenska firma, tale ima 16.800 kolorjev, ali milijonov, 16.800 milijonov barv, spoh mi ni jasen, ko je lahko 16,8 ljudi. Pol imamo 7 modov, spektrumov, a se leješ pojmeni, kaj to govori, pa onboard memory, to pa vem kvaj, noti je čip, ki si lahko nastaviš svoje specifikacije in ne rabiš računalnika, dejansko tukaj gor nastaviš, greš na drugi računalnik in imaš iste nastavitve. Glej še lahko prej. Se pravi, zelo podobno temu Gamdiasu, prej 16.000 DPI-a, veliko lučk, odzivnost, se pravi, vrhunska. Cena je pa 60 €. Za moje pojme je malo predraga, ker za 60 € dobiš že, recimo tole, Strix Evolve, Republic of Gaming, Asusa, roko na srce, AA brand, to je svetovno znana firma, ampak vseeno tisti, ki bi rad podprl slovensko, kitajsko navezo seveda, kupi UV-Gear. Zdaj imamo pa tukaj Strix Evolve Gaming Mouse. Se pravi, Asus ROG Strix, najvišji nivo Asusa, kar se tiče gaminga nasploh. Se pravi, Asus dela od vse, od monitorja, podlogic, mišk, konec, vse živo. Njihove miške verjetno vsi poznate, vrhunska izdelava, imate neke dodatke notri, ko lahko naštimate si po lastni volji, kako vam je lažje za vašo rokico. Čisto odvisno od načina gaminga. Nekateri imenuje se način claw gaming, imate dvignjeno z peste gor, se pravi, igrate samo s konicami prstov, ali pa finger gaming, ko roka gor počiva. Jaz imam raje s konicami, jaz sem bolj navajen. Probal sem že čez celo, sam mi ni šlo. Zato se to odločijo po velikosti, a ne? Manjše so verjetno za claw gaming, za finger gaming pa večje. Ta je kar veliko. Jaz osebno imam matično od Asusa, pa monitor imam od Asusa, tako da Asus je, glej, roko na srce, en od top shit playerjev. Je pa 60
evrov. Ok, gremo naprej. Zdaj gremo pa na eno malo jačo miško, malo dražjo miško od firme. Ne vem, če je glih poznana po miškah, saj jaz je ne poznam. V bistvu jaz imam od njih vodno hlajenje, pol hiše in to je Corsair M65 Pro RGB. Corsair smo nekako pripeljali nekaj časa nazaj. To so bile želje strank, da imamo Corsair. Corsair verjetno poznate. Tam v Nemčiji najbolj prevladuje znamka, kar se tiče konic, mišk, podlogic. Se pravi vrhunska, kar se tiče izdelave. Velika izbira, kar se tiče lučk. RGB je odličen. DPI, se pravi odzivnost, bo vrhunska. Imamo tudi njihove podlogice, tako da boste lahko imeli vse enotno. Gre pa cenovno, je pa malo višja, ker v bistvu tukaj tudi plačate malo znamko. Ok, se pravi, če hočeš malo folirati, je Corsair za tebe, cena je 85 evrov, ima pač lučke nastavljive, kar mi je pa v oko padal pa tale rdeč gumb za snajpanje. Zdaj imam pa naprej na meni osebno najbolj omenjeno znamko in miško, ki jo jaz uporabljam že odkar streamam, Logitech G502, tole je žična verzija, je prišla ena nova verzija, ki je wireless, te še nima, ampak jaz vam bom povedal iz osebnih izkušenj, to je moja že tretja miška, niti ena do zdaj ni crkala, ampak sem jo jaz razbol. Zdaj veš, da jaz gamamo novo in pač, ko pride do situacije, ko pride desync, vamo tam, in pol miška gre cruk. Ampak vedno sem znova in znova kupil enako miško. Meni osebno ta miška v roko najbolj paše, pa ful mi všeč, ko ima ful gumbov, ker jaz imam rad, da imam vse na gumbih. Recimo, ki igraš Fortnite, imam rad buildanje, ne vem, zid, končina, streha, imam vse rad na miški. Eni to delam pri konci, jaz pa na miški. In zato mi je to všeč. Pa ta ima tudi te uteži, ki pač dejansko lahko se nekako nastaviš po svojem občutku, ali je težja ali lažja. Pa DPI ima če vam po prvič povem, pa isto je Light Sync, se pravi se poveže z igrico in svet v tej bari kot igrica je. Cena pa je malo dražja, 90 evrov pri Linksu. Seveda ne pozabite, če pridete sem pa rečete, jaz sem videl pri Dinotiju, da imate nekaj popusta za mene, boste dobili nekaj popusta. Ok, gremo zdaj pa naprej. Razer. Daj ti meni povej Razer. Razer Logitech, to je ta modra, zelena vojna. Eni so za Razerja, Razer fani, eni so pa za Logitecha, Logitech fani. Razer, naga, ona je naga, Trinity. Zdaj tako bom jaz po prvič povedal, meni osebno tole tukaj milijardo teh gumbov, jaz bi se zgubil. Ampak nekateri, ki imate ta, kako bi rekel, občutek za klavir, za harmoniko, jaz mislim, da bi se tukaj ful znajdel. Ti kaj veš kaj o Razerju pa to? Seveda, se pravi Razer zelo priljubljen med mladino, res vrhunska znamka. Konkurenca Logitechu. Ja, ona da se skozi to učeta. Tako, ima pa se pravi eno prednost Naga Trinity, glede za njihov višji rang, ima prednost, da ima v bistvu dodatne ploščice, ki jih lahko zamenjate. To sem opazil, ja. Vsaka ploščica ima več in več gumbov, se pravi vsak gumb potem ima lahko več funkcij. Odvisno od gama. Kakšen Fortnite, kot si rekel, po mojem imeti kar tale, največ tip tale ima kar 12. 12 pa imaš pa lahko krog, ne mene, oni komadi jih je ne. 7 pa klasične 2. Zdaj DPI-ja po moje 16 tažen DPI-ja. UKG 502. Se pravi, one dve sta se čist konkurenčne, da je pa sam odvisno od osebne izbire, osebnega okusa, kjer si izbereš. Mislim pa, da kjerokoli teh dveh izbereš, si zmagal. Cena pa je malo dražja, Razerji so pa kar nahajpani, staj pa 110 evrov. Se pravi, tisti Razer fanboy, tisti, ki imate radi zeleno, za vas je tale Razer. Ok, zdaj so obdelala žične miške. Zdaj gremo pa mi na brezžične miške. Za one, ki bi radi dobesedno gamal brez kabla, da bi radi bili free, da ka igraš in rokaš in ka gubijaš in rečeš skor! Fuk! In odfukaš uno miško nekam in dejansko dobiš tisti užitek pri zmagi. Pri žiči ne moreš, a veš, se vrne nazaj. Šalo na stran, to ne početi, ampak me razumete, kaj hočem povedati. Zdaj imamo brezžične miške in sicer za pravi gamere, ki bi radi ko zgubijo in ko zmagajo. Ok, prva miška je Pulsefire Dart HyperX. Zdaj jaz nimam pojma o teh miškah, zato vam je tukaj Fajkota, ki nam bo povedal. Se pravi, gre za brezžično miško, bi v bistvu preklopten od USB adapterček in vse ostalo naredi miško sama. Da mi povej latency, a je kaj zamika? Zdaj ljudje gameri pravi, se bojo pravijo, žica je zakon, zdaj pa... Strinjam, žica je zakon, ipak je nekako 2020 leto, brezžično so malo dvignala, malo je zdaj višji nivo. Zdaj sem videl Ninja, recimo Ninja je igral s Logitechom, brezžično, ko bomo na koncu pokazali. Če on igra s tem, pol je to. Ok, se pravi, HyperX Pulsefire Dart. Vidim, da imaš gor lahko različne barve ledic, 16000 DPI-ja, dela na 2,4 GHz frekvenci in kar je najbolj pomembno pri miškah je baterija. To nima napajanja, dejansko se napaja preko baterije in tukaj piše, da ima do 50 ur. Sprav, to je kaj, da bi 2 dni gejko kaj prefuknem ti jedel in ti pil in bi dejansko
vse skupaj odigral. Prav, tale je trenutno v akciji, je znižena iz 100 € na 80 €, tako da trenutno je tole kar dober buy. Gremo naprej. Zdaj meni osebno tale škatlica, ful dobro izgleda. Corsair, oni so pa rumeni, si videl, Razer je zelen, Logitech je moder, Corsair je šel pa na rumeno barvo. Iron Claw RGB Wireless. Se pravi, gre za ta klon način igranja, če igrate s konicami prstov, tukaj naš dinoti. To je v bistvu miška za vas. Kole, da me spominjam v Bruslji, ko so oni imeli The Claw, Fist of Fire. Brezžična, vrhunska odzivnost, tam je kar 18 000 DPI. 18 000 DPI. 3000 je res neka osnova za gaming, če pa želite imeti neko ekstremno odzivnost, se pravi, da čim manj premaknete miško, da gre čim več miškica gor, pa kar do konca. Če mi je pa všeč, mi je všeč tale tukaj gumb, ki po mojem gre gor pa dol. In je v bistvu kaj šalten kebra, furaš forco, pa če ni šalten kebra. Tako da ja, tole je od Corsaira, brezžična, cena je pa 94,99, se pravi 95 € za Corsaira, če si želiš. Gremo naprej. Ok, zdaj smo pa tukaj spet pri našem Asusu, Asus Republic of Gamers, ROG Gradius 2 Wireless Gaming Mouse, se pravi ROG Republic of Gaming. Sikera reprezentacija, človeč, gledaj. Kaj je to? ROG. Ok, se pravi ROG, kaj imaš kaj povedati za ROG-u? Isto, vrhunce, kar se tiče DPI-ja, se pravi odzivno 16 000. Veliko lučk imate tudi, se pravi, ob strani, funkcije tam ima funkcija tudi Bluetooth, se pravi in prek USB napajanja in prek Bluetootha, se pravi, da ne uporabljate USB adapterčka. Misliš povezati? Tako. Ampak zakaj bi jaz zberal? A ja, v bistvu za Bluetooth ti ne rabiš tega adapterja. V bistvu, če tvoj računalnik ima Bluetooth, ti se poveš direkt naga, ne? Se pravi, recimo, da živimo v letu 2020 in tvoj laptop nima USB-a, ne? Ima pa Bluetooth. Ali pa če ima zasedene vse USB. Ja, veš, na to pa nisem pomislil. Se pravi, ROG Gladius 2 Wireless. Zdaj tako po obliki, če jaz pogledam, zgleda tako bolj obično. Zdaj eni imajo radi full spaceship, eni imajo pa radi tako casual, ne, zdaj zunaj vse casuale, ki bi radi imeli wireless, je pa tale ROG in cena je pa točno 100 €. 100 € za ROG-a. In zdajle, za na koncu, mi smo pripravili nekaj, kar jaz nimam, si pa želim, in to je Logitech G903. Ok, tole je pa dejansko miška, katero je uporabljal Ninja. A je to top of the top of Logitecha? To je najvišji. Se pravi, to je najvišji nivo od Logitecha. Zdaj, kaj mi imaš kaj zapovedati o tej? Ta miška je res velika, se pravi, ogromna, se pravi, za finger način igranja, če želite tako ROG, ker vam Če imaš tako majhen nagreš, pa tole rokurino, to imaš pa 903. Tako je, se pravi, odzivnost je tako vrhunska, 16 000 DPI-ja, prav Logitech znakac je osvetljen, tukaj večina vsak ima višjo rangu Logitecha. Za gamet res vrhunska. Zraven imate lahko tudi za editing, ker ima veliko tipk ob strani, tudi imate lahko bližnjice, to pa je tudi vrhunsko. Se pravi, jaz ko uporabljam Adobe Premiere, ko delam te videe, mi ful pomaga dejansko, če imam na miški bližnjice. Ko ne rabiš tisti CTRL-M, CTRL-Z, CTRL-LLL, ampak sam na miški pek pritisne. Se pravi, tale je pa najdražja, tole je pa tisti, če hočeš biti show off. Ej stari, jaz pa G903, pa da vse ženske padajo za to na tebe, boš mogel pa kar odsolati 150 € za G903. Fajto, midva se zdaj obdelala miške. Miške še do. Če pridete v trgovino Lynx, boste videli, da imajo oni še dodaten izbor mišk, ampak midva nimajo časa tukaj, da vse obdelala. Ampak sem se odločila, da vam pokažela, da miške brez podlog ne delujejo. Zdaj ima pa ene par podlog, katere vam bova midva tukaj zdaj pokazala. Podloge. Kaj je fora podloge? Tako, podloge se razlikujejo med, se pravi, prvo po velikosti seveda. Če ste kakšen živahen igralec, kot je naš dinoti, kar XXXL vzemite. Jaz skole igram! Maki me skole! Sploh ena za ena, ko sem igral, se spomnim, ko smo se vrteli, ko smo se fajtali, jaz sem krko pa se zaletim in izgubim in joj, jaz bi kar po zraku takole mahal, če bilo. Se pravi, XXL to imam jaz. XXL tista, kar čez celo mizo, se pravi, da imate lahko gor in tipkovnico in miško. Imaš kakšno tle? Itak da imam. Od UV Geara Inferno XXL, da to je ogromna zadeva. Ok, spolu naprej. Potem imamo nek medium, pa nek small. Se pravi, medium za kakšno lažje premikanje, small pa za čisto, se pravi, navadno premikanje, kakšno pisarniško delo, a pa za nek lažji gaming. Zdaj vse odvisno, kakšno imaš mizo, pa koliko resen si z gaminga. Zdaj mi imamo tukaj le par teh podlog, pa vam bomo samo malo pokazali. Zdaj struktura podlog. Opazil sem, da imaš plastične, pa tekstilne. Tako je. Zakaj? Se pravi, zdaj takole. Zgornja površina je plastika, spodnja je guma. Guma je zato, da se ne premika, se pravi, ko vi živahno igrate oziroma premikate miško po njej, da se podlogica ne premika. Plastična površina pa zgoraj pomeni speed, se pravi, da je vaša odzivnost, kar se da
hitrejša. Okay. Če pa je tekstilna, to pomeni, da v bistvu vi čutite, ko premikate miško in je tukaj gre za bolj za natančnost, kakor za hitrost. Ti imaš tukaj v bistvu vse, od Logitecha, Razerja, Uvija, kaj je to, MS Professional, od HyperX-a, se pravi podloga, po domač pojem, To je to! Tole smo dejansko naredili za vas, da se lažje odločite. Kakor sem rekel, Links, trgovina v BTC-ju, nasprot Baby Centra, ne? Zraven Gea, kuhinj, taka modra stavba, vam ponuja vse. Tle imaš res vse. Tako da, če vas zanimajo miške, tipkovnice, podloge, karkoli, ulejte v Links. Če hočete popust, sam recite, videl sem Dinotijev video in boste dobili popust. Drugače, nagradne igre pa te fore. Red Dragon, Tiger 2, se pravi Red Dragon podarja Tiger 2 miško. Kaj morate narediti? Morate jeti spodaj na povezavo, kjer je moja slika na Instagramu, morate lajkati moj Instagram, morate lajkati Links Instagram in spodaj napišite, zakaj je imeti cool miško. Se pravi, vse, kar moraš narediti, je, da greš spodaj na moj Instagram profil in po to sliko lajkaš, greš spodaj na Links profil, followaš, seveda moraš tudi mene followati in napisati, zakaj je imeti cool gaming miško. Zdaj pa, če se želiš tega, oziroma to, se splača. Tako da, Links podarja gaming, Red Dragon, miško. Fajko, te pa hvala, da si toliko zrastel. Pa da jaz nisem zrastel. Se boš ti. Mislim, da že prepozno. Hvala lepa Linksu, da je omogočil vse to skup, da smo lahko posneli. Vi pa tudi, dobro gamite, uživite. Jaz sem Dinoti, če vam všeč ta video, like, subscribe in share, pa kaj ne rečem, za dobro volje vedno treba Hadouken!